ustavno obtožbo proti vašemu predsedniku vlade, vaše koalicije. Boste v Desusu to podprli in Miru Cerarju očitajo, da je zlorabil svoj položaj zaradi begunca Ahmeda? No, fajn je, da ste se popravili, na koncu koncev je naš predsednik, je pa res, da ni čisto iz naše stranke, to pa je tudi res. To za začetek, koliko imam informacij, dejansko se bo to zgodilo. Res je, da to ustavno obtožbo najprej moramo videti, jo seveda temeljito proučiti in seveda potem na osnovi tega lahko dajemo konkretne izjave. V tem trenutku je zelo težko konkretno zadevo povedati, če še dokumenta nisi dobil v roke. No, ampak na prvi pogled, ko je potegnil potezo, kot jo je, se vam je zazdelo, da krši predsednik vlade s tem zakonom. Kaj vi pravite? Predsednik vlade je ustavni pravnik. Vse, kar je povedal, zato tudi mora prevzeti odgovornost. In če je povedal narobe, bo moral to odgovornost prevzeti. Ampak se, kolikor razumem, ste tudi vi pozvali, da se zadeva še preučiti, šli ste celo še korak dlje in ste razmišljali, da bi se dalo rešiti to za podelitvijo državljanstva, ne? Ja, mi smo bili na novinarski konferenci, naš predstavnik je tam bil, je verjetno tudi to povedal, o tem smo se v poslanski skupini v ožjem krogu pogovarjali. Želeli smo na nek način zaščititi tudi tega begunca, ampak nekih izjav, ki ne bi bile v skladju z našo ustavo, pa nismo dali. Te vaše izjave razumemo, kot da se ograjujete od predsednika vlade in v bistvu nima vnaprej zagotovljene podpore. Ko bo prišel dan odločitve oziroma tiskanje tipke, ima podporo ali nima podstavno odporo? Ja, veste, najprej moramo proučiti dokument, ki ga je vložila SDS. Na osnovi proučitve dokumenta potem seveda lahko jaz, kot vodja poslanske skupine ali pa kdo drug izmed naše poslanske skupine ali poslancev, to izjavo tudi da. V tem trenutku je zelo težko dati izjavo, če dokumenta še nisi videl oziroma nisi ga proučil in niti si ga prebral. Boste torej poprašali, tudi se posvetovali s kakšnimi ustavnimi pravniki? V vsakem primeru. Potem tako ni tako toliko vaš predsednik vlade. Kot se začeli na začetku. Vaš predsednik vlade je. Se je tudi vaš predsednik vlade. A mislite, da se predsednik vlade ni pozanimal in da bi šel s predlogom, ki ne bi bil? Veste, to vprašanje pa boste morali konkretno postaviti predsedniku vlade. Ne vem, če se on s kom posvetoval ali se ni. Z mano se v vsakem primeru ni. Najlepša hvala. Smo že pred volilnim mod. Lahko sem en korak bliže. Ja, vem, sem del se zmeti, da ne bom, pa pejte bliže. Še mečke. Spet, levo, desno, naprej, nazaj. Sam ne se zaradi mene skregati, lepo prosim. Ne, Tam ne preveč nazaj hoditi. Ne bom jim tlele stal, bom tlele zdaj stal, evo. Gospod Han, kaj pa se pravi vaš komentar ustavne obtožbe? Je to morda že predvolilni čas? Razumete to že kot predvolilni manever SDS-a? Zdaj, najprej, glede na to, da vas neizmerno spoštujem, tudi včeraj naša poteza ni bila predvolilna, ampak je bila samo, bom rekel, človeška poteza, ki mislim, da smo kot socialni demokrati naredili prav. Drugo, kar se tiče pa današnje ustavne obtožbe SDS-ja proti predsedniku vlade, pa naj z razliko od Desusa povem, da mi take obtožbe ustavne nikakor ne bomo podprli, ker mislim, da je v tem primeru predsednik vlade ravnal prav. Država Slovenija je suverena država, in upam, da lahko vlada odloči na svoj način, kar sama želi. SDS dela tukaj, bom rekel, na nek način dvojno igro, kadar ji odgovarjajo o sodišča, so za sodišče in se izgovarjajo na pravno državo, kadar ji pa ne odgovarjajo o, bom rekel, odločbe o sodišče, pa govorijo, da je to krivosodje. Tako da jaz mislim, da bomo imeli še enih 12 ur razprave, ampak včeraj je politika naredila nekaj, kar bi mogla verjetno že narediti zdavnaj prej. Ampak lahko vlada odloči drugače kot sodišče? Sodišče ni rekel točno, kaj mora narediti, tako da jaz mislim, oziroma sem prepričan, da lahko vlada v tem primeru naredi, bom rekel, tako kot ji veleva, ne samo zakonodaja, tudi kot ji veleva, bom rekel, neka duša. Ampak
Odločba MNZ je bila pa dokončna in izvršljiva. Ne govorimo zdaj o odločitvah sodišča, ampak o odločbi MNZ-ja. Če je temu tako, potem ne vem, zakaj tega gospoda niso odpeljali. Včeraj so, kakor sem jaz videl televizijo, mislim, da je bil RTV, je policist rekel zjutraj, da je gospod svoboden in da lahko gre kamor pač želi, in mi smo brez problema povabili gospoda v državni zbor, kot povabimo vsakega, pregledali so ga, bom rekel, tamle spodaj policisti, spil je tu par kav, en čaj, pojedel en sendvič in je šel svobodno naprej. Imate kakšne stike z ministrico za notranje zadeve? Ne, jaz nimam benih stikov z gospod. Gospod Škobrne je rekel ravno obratno kot vi. Vi ste rekli, da je bil on zjutraj že včeraj svoboden, medtem ko gospod Škobrne je dejal, da je bilo vse pripravljeno za deportacijo in da ni bil svoboden, da so ga v bistvu rešili. Ne, isto govorimo, samo policist je rekel, ko je gospod Škobrne ga povabil v avto, da je gospod lahko gre. Se pravi, če bi bil, bi ga lahko odpeljali, pa ga niso. Jaz ne vem, zakaj ne. Ne vem. Ampak če bi bil svoboden, zakaj ste ga pripeljali v državo? Ja, ravno zaradi tega, ker je svoboden, ne? Ja, ampak gospod Škobrne je dejal, da ste ga pripeljali zato, da preprečite deportacijo. To je razlika. Je razlika. Zdaj pa še enkrat, nikdar ne želim polemizirati z novinarji, z javnostjo in tako naprej. Več kot 500 ljudi v Sloveniji se je podpisali pod to, da nekaj naj ta politika vendarle naredi za usode ljudi. In včeraj je nekaj ta mala politika nekaj naredila mogoče za enega človeka in jaz sem tle zelo pomirjen in mislim, da smo nekateri pokazali svoj obraz. Hvala. Ne, sej, vi ste nas poklicali, tako da, če bi mi imeli kaj zapovedati, lahko sami sklicali. Lahko? Ja. Okay. Gospod Vrtovec, ustavna obtožba zoper predsednika vlade, ste v Novi Sloveniji to besedilo morda že prebrali, kako boste ravnali? V Novi Sloveniji besedila še nismo prebrali, gre pa pri tem, ko govorimo o ustavni obtožbi, seveda ponavadi za zelo hude obtožbe, ne? In ustavne obtožbe se vlaga takrat, ko gre za dejanske evidentne kršitve bodisi zakonodaje ali pa ustave, tako da pričakujemo, da bo ta tekst imel izredno podlago. Kar se pa tiče drugič političnega vidika, pa morate se zavedati enega dejstva, da se poslanci Nove Slovenije o tem še bomo izrekli najprej na organih stranke, se o tem pogovorili, kajti ne gre za lahke obtožbe torej, ne. Predvsem nas zanima tudi vsebina. Namreč predsednik vlade v tem primeru je morda naredil korak preveč in se samovoljno mimo odločanja vlade, morda celo prenaglo odločil za določene dejanja in se postavil tudi nad odločitve sodišča, tudi Evropskega sodišča. Tako da o tem bo potrebno še opraviti tudi v naših organih, pa tudi mislim, da kje drugje, kakšno razpravo in tudi pravniki kot takšni si v tem mnenju, ali je predsednik vlade naredil korak preveč, niso enotni. Kar se pa tiče ostale vsebine, pa je potrebno verjeti eno dejstvo, da stvar ne gre samo za posameznika, ampak je problem, če se postavi ta dikcija potem za vnaprej. Ne? Se pravi, pri teh stvareh, ko se tako opredeljujemo ad hoc, moramo biti zelo previdni. In predvsem to poudarjamo v Novi Sloveniji, da ne bi naredili krivice tudi morda ostalim, ne? Kajti niso deležni takšne pozornosti kot ta gospod Ahmad, ki sem ga tudi včeraj osebno srečal v državnem zboru in mu želim v življenju vso srečo, kajti do zdaj jo je imel premalo. To se pravi, vi mislite, da mora biti država enako pravična tudi do drugih? Država mora biti do vseh enako pravična in ne sme postavljati nobenega posameznika morda v privilegiran položaj. V tem primeru ne vemo, ali je bilo šlo v tem primeru za privilegiran položaj ali ne, da se je predsednik vlade postavil mimo sodišča, mimo odločitve vlade, kar sicer govori lahko Dublinska uredba po zakonu o tujcih, in se je zavzel za gospoda Ahmada. Sicer vse v redu, ampak najprej bi radi tudi mi počakali na enotna pravna mnenja. Morate verjeti, da politiki kot taki sprejemamo politične odločitve, da so pa tudi tukaj pravne odločitve, ki so tudi in edinstvene v tem primeru. Se pa strinjate s tem, da diskrecijska pravica pa v svoji osnovi ne omogoča precedensu, da gre za odločanje posebej in vsakega organa posebej? Se strinjamo, vse to sem že tudi uvodoma dejal, da tukaj je diskrecijska pravica tista, ampak še vedno je tukaj na drugi strani vsebina, da ne naredimo krivice morda drugim.
mnogo v preteklosti, morda jih bo mnogo bilo tudi v prihodnosti, podobnih primerov, ki niso bili deležni ali pa bodo deležni takšne obravnave. Pa razumete tudi vi Dublinsko uredbo tako, da ima Slovenija diskrecijo vse dokler je prosilec za azil v jurisdikciji države? Nimamo tukaj samo Dublinske uredbe, imamo tudi zakon o tujcih, po katerem bi se lahko ravnala tudi vlada, ampak če jaz prav razumem tudi tiste, ki so vložili ustavno obtožbo, tukaj gre predvsem za to, da je predsednik vlade naredil to stvar prepozno, lahko bi jo naredil pred odločitvami sodišča, ampak nekatere pravna mnenja so pa tudi takšna, da lahko predsednik vlade kljub temu to naredi po odločitvi sodišča. Tukaj bojo še veliko tudi strani politike, na nas je, da poslušamo tudi pravna mnenja in se potem šele lahko odločimo. Kot prvi odziv odgovorne stranke v parlamentu pa ne more biti takšen, dovolite, da se opredelimo za ali pa proti, kako bomo glasovali, ampak je prav, da prisluhnemo argumentom, kajti vsakšna takšna stvar, da se bi danes odločili, bi bila zgolj in samo politikanstvo, nič drugega. Hvala. Se pravi še stališče Združene levice glede napovedane ustavne obtožbe proti premierju Cerarju. Ni vaša vlada, pa vendar boste to obtožbo podprli? Mislim, predsednik vlade je včeraj sprejel eno izmed redkih dobrih odločitev v temu mandatu, pa še ta odločitev je bila sprejeta nekoliko pozna. Namreč do včerajšnjih dogodkov sploh ne bi smelo priti, ker bi moral Ahmada tudi uradno sprejeti v skupnost že zdavnej prej. Podpora obtožbi ne? Ne, zagotovo te obtožbe ne podpiramo. Kar pa mislimo je, da se morajo stvari v bodoče dogajati hitreje, kot so se zgodile v primeru Ahmad, in to brez tega, da je pač potrebna visoka medijska pozornost, ves ta pritisk, ki ga je sprožila in ulica in določene parlamentarne stranke za to, da se je pač zgodilo to, kar smo vsi vedeli, da se mora zgoditi in kar je prav. Mislite, da je lahko pritisk na premierja, da še spremeni svojo napoved? Mislim, da tukaj predsednik vlade ne more narediti več koraka nazaj, še več tega koraka nazaj sploh ne sme narediti. Se v bistvu bo odločila vlada, ne? Je lahko to pritisk na celotno vlado, v bistvu na člane? Ja, nedvomno si predlagatelji ustavne pritožbe tega želijo, ampak mislim in upam, da bo vlada v tem ostala trdna. Drugače pa mogoče še en komentar, kar je tukaj tudi potrebno izpostaviti, je naslednje. Glejte, to, kar se gre danes, SDS je navadna PR-ovska medijska poteza, za katero ni nobene pravne osnove, in če SDS s pravno državo misli resno, potem lahko njen predsednik začne dvigovati pošto sodišča. A včeraj ni šlo za PR-ovsko potezo? Menda je bil gospod Svoboden, ko ste ga odpeljali. Ja, če ga ne bi odpeljali, pa ne mara, v tem trenutku ne bi več bil. Ampak gospod Hvala. Hvala.